Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Gospodarska zbornica je v sodelovanju z Radiem 94 v Postojni podelila priznanje za gospodarski uspeh leta prokuristu in večinskemu lastniku podjetja Izoterm Plama, Goranu Petku, ki ga danes prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Pozdravljeni. Goran Petek, seveda najprej čestitke za to priznanje, nagrado. S kakšnimi občutki ste jo sprejeli? Prvič z velikim presenečenjem, ker nekako sem imel občutek, da vse, kar v gospodarstvu počnemo, gre tako nekako mimo in naj bi bilo samoumevno. Tudi sem bil malo presenečen, moram pa priznati, če bolj sem bil presenečen, ko ste vi to objavili, in takrat sem pa dobil res presenetljivo veliko odzivov in čestitk. In hvala vsem, ki so mi čestitali. Ja, med prvimi je bila tudi predsednica države. Kako to? Predsednica države je, bi rekel, ima izjemen občutek in deluje na nekoliko drugačen način. Tradicionalno ta prireditev Radia 94 je pod pokroviteljstvom predsednika države. Tisto, kar je mene presenetilo tam, ko mi je predsednica prišla čestitati, sem se ji zahvalil, ona mi je pa rekla, da se mora ona meni zahvaliti. Seveda sem bil presenečen. Potem je povedala, da sem pač eden od sponzorjev njene fondacije. Prepričan sem bil, da ne ve nič o tem, ampak je vedela veliko. In pogovor, ki so ga imeli, je bil zelo prijeten, ker ugotoviš, da ni prišla samo čestitati, ampak da je tudi imela precej informacij. Ste solastnik in prokurist podjetja Izoterm Plama, ki pa ima korenine v podjetju iz leta 1955, ki je nastalo v Hrušici pri Podgradu. Drži? Drži, tam je podjetje Plama, ki je nastalo leta 1955. Ime Plama je silno preprosto, plastične mase. In vse to je delovalo nekje do začetka 90-ih let, to je bilo obdobje sprememb. Takrat so se zdi podjetja Plama spremenili v samostojna podjetja. Eno od njih je Izoterm Plama, ampak vsi smo na nek način ponosni na tradicijo iz leta 1955. Druga stvar, ki je silno fajn, je vsa podjetja, to so zdaj 4 podjetja, nastala po Plami. Vsa poslujejo dobro in presenetljivo za naše čase, vsa 4 podjetja zelo dobro medsebojno sodelujemo. Glavna dejavnost vašega podjetja pa so pravzaprav izolacijski materiali, ekstrudirani polietilen. Kaj je to? Deluje zelo tako. Mi raje rečemo, da delamo polietilensko peno. Normalno za izdelavo te pene koristimo ekstrudorje. Ti klasični ekstrudorji naši so nekoliko različni, ker v določenem momentu procesa vpihujemo plin, v našem primeru izobutan, ki je penilec, in tako dobimo peno. Ni treba povedati, da polietilen, kljub temu, da sodi v kategorijo osovražene plastike, okoljsko ni sporen. Nima nobenih slabih učinkov na okolje. To, kar mi počnemo, je pa izolacija, in mi smo se odločili in smo šli v nek segment posebnih izolacijskih materialov. Eni naših ključnih, najbolj zahtevnih programov je izolacija oken, izolacija steklenih fasad. To so posebni profilčki, ki prekinjajo toplotne mostove. In seveda gradbeništvo je eno od področij, kjer smo najbolj prisotni. Ozemeljsko pa vaši trgi sodijo v Evropo? Mi imamo eno specifiko, naši trgi sodijo v Evropo, ker je pena. Mi se vsi trudimo, da dosežemo čim nižjo gostoto te pene, ker s tem porabimo manj materijala, pa na nek način celo povečamo efikasnost teh materialov. Tako da naša klasična pena ima tam 16 do 18 kg na kubični meter, kar pomeni transport zraka. In seveda je temu primerno tudi doseg naših izdelkov omejen. Mi pravimo, da nekje v krogu 600 km smo lahko učinkoviti, kar je več, je včasih vprašljivo. Zaradi tega smo tudi postavili podjetje v Srbiji, ki ima enak program, vendar je umaknjeno
in lažje dostopa do določenih trgov od tam, kot bi mi lahko iz Slovenije. To je dobra odskočna deska za te južne oziroma balkanske in trge in sosednje države. To je bilo pravzaprav leta 2005 ste odprli podjetje. Ja. Kako posluje? Posluje odlično. Reč prav presenetljivo, ker mi imamo včasih svoje predstave o Srbiji, o načinu delovanja. In zame je nesporno dejstvo, Srbija ima izjemne posameznike. Tako sem tudi jaz na nek način zadovoljen, ker imam nekaj izjemnih posameznikov, ki so razvojno gledano naredili velike stvari. In to podjetje posluje zelo dobro. V zadnjem obdobju se je pojavila še ena velika prednost. Mi preko tega podjetja v Srbiji oskrbujemo trg Rusije, Belorusije, ker imajo pogodbo in uvoz izdelkov iz Srbije v Rusijo in Belorusijo ne zapade pod carine, da imamo že neko določeno prednost. Tako da, poleg teh trgov, Madžarska, Romunija, Bolgarija, so silno pomembni trgi prav ta Rusija in Belorusija. Lokacija pa je 30 km severo-zahodno od Beograda. So te poti infrastruktura urejene? Odlične, ker to je Inđija, mesto, kjer imam to podjetje, je na pol poti med Beogradom in Novim Sadom. Med Beogradom in Novim Sadom je pa avtocesta. Tako da, če bi rekel, lokacijsko, infrastrukturno odlično. Inđija je pred leti dobila priznanje Evropske unije kot tujim vlagateljem prijazno mesto. In tam se točno čuti, tam je ogromno tujih vlagateljev, se je temu primerno tudi ustvarilo določeno vzdušje in jaz sem zelo zadovoljen, da imam tam podjetje. Skupno število zaposlenih se giblje okrog 120 delavcev. Ja, 120 je vsega skupaj, 70 v Sloveniji, 50 v Srbiji, kar pomeni nekako, bom tako rekel, 200,000 evrov prodaje po zaposlenem, kar je zame osebno nek standard. Iz tega lahko potem računamo na solidno dodano vrednost po zaposlenem, kar je zame osebno ključni element, ki pokaže, ali je podjetje učinkovito ali ne. Po zadnjih podatkih tukaj mi piše, da imate dodano vrednost na zaposlenega več kot 70,000 evrov. Ja, res je in realno gledano raste, ker, kot sem rekel, dodana vrednost na zaposlenega je ključni element, ki vam najhitreje v najkrajšem času pove, kako podjetje deluje. Zanimiva je vaša napoved, da boste do leta 2030 podvojili promet, ki sedaj znaša 23 milijonov evrov. Glejte, pred 4 leti smo se lotili obsežne investicije v Sloveniji in v Srbiji, investirali smo 8 milijonov evrov. Lansko leto, začetek leta smo se odločili, da bomo v 3 letih, se pravi letos in še naslednje leto, investirali dodatno še 10 milijonov evrov. Brez investicij preprosto ne gre. Zdaj, če imaš, prvo moraš imeti znanje, pol moraš imeti malo korajže. Jaz mislim, da imamo eno in drugo in da dejansko investiramo in glede na to, da investiramo, lahko pričakujemo tudi rezultate. Ko pogledamo rezultate za nazaj, vidimo neko stabilno rast, pravzaprav vse od leta 2021, stabilno rast tako prometa, kot tudi dobička. Ni bilo tako enostavno. Veste, jaz sem se v enem obdobju, po tistem, ko sem kupil podjetje, moral odločiti za korenite spremembe. In to smo leta 2012-2013 počeli. Rezultat je bil slabši, ker je vedno, ko se odločiš za spremembe, moraš pričakovati tudi določen padec. Vendar smo to naredili temeljito in od leta 2014 naprej rastemo zelo, ne enormno, rastemo 15-20% na leto, kar je nekaj, kar je sprejemljivo, nekaj, kar ti omogoča, da tudi stabiliziraš poslovanje in moreč sem kar zadovoljen s tem. Prostorsko pa ste največje korake naredili leta 2018 z novimi halami. Ja, takrat smo zgradili 5500 kvadratov v Sloveniji
zgradili smo 4000 kvadratov v Srbiji in smo smatrali, da bo to nekaj časa dovolj, pa ni bilo. Tako da zdaj spet v Srbiji ravno kar zaključujemo dokumentacijo za izgradnjo dodatnih 4000 kvadratov. V Sloveniji imamo rahel problem z nekim centralnim vodovodom, ker se zdaj z občino in sosedi dogovarjamo, da ga premaknemo in bomo potem spet gradili 5000 kvadratov. Prostor je nekaj, kar mi potrebujemo, ker se neko delamo peno, ki je večji del pene je zrak in rabimo precej prostora, tako da to podjetje, bi rekel 23 milijonov evrov prometa ni tako veliko, ampak to podjetje ima v Sloveniji in v Srbiji preko 20 000 kvadratnih metrov pokritih površin. Vse so visoke 10 metrov, to gre za precejšno kubaturo. Pred 2 leti ste dali močan pospešek digitalizaciji v podjetju. Zakaj pravzaprav? Glejte, o digitalizaciji vsi govorimo in na nek način je zelo popularno, ampak jaz osebno sem prišel do tega, digitalizacija je nekaj, kar stabilizira tehnološki proces. Digitalizacija je nekaj, kar zmanjša človeški faktor, ali pa bom rekel negativen del človeškega faktorja, ker reče človeški faktor nekaj brez česar ne moremo, nekaj, kar absolutno prispeva. In tega smo se lotili, preprosto želimo, mi temu tudi rečemo brezpapirno poslovanje, se pravi dejansko stvari v proizvodnji morajo teči brez papirjev, vsa navodila, delovne naloge, ki jih nekdo pripravi plan, se takoj distribuirajo po mašinah, ljudje vejo, imajo tudi navodila, kaj morajo početi. Vse preverjanja, ki so potrebna, kar se kakovosti tiče, se takoj vpisujejo v tablico, tako da to je na nek način sodoben način poslovanja. V sodoben način poslovanja pa bi lahko rekli, da sodijo tudi sončne elektrarne. Na strehi ste ali boste postavili kar veliko sončno elektrarno v Podgradu z letno proizvodnjo več kot 474 megavatov čiste električne energije. To je velik objekt. Ja, ampak ta podatek je, bom tako rekel, uraden podatek. Mi smo že leta 2013 postavili prvo sončno elektrarno, ki ima celo 700 kW, ni pa v naši lasti. Takrat smo potrebovali obnovo streh, če sem popolnoma odkrit, in nekdo nam je streho obnovil, postavil sončno elektrarno, ki deluje. Torej, mi imamo delujočo sončno elektrarno 700 kW plus 100-450, ki pa proizvaja elektriko za nas. In plus moram povedati, pred približno pol leta smo odprli sončno elektrarno tudi v tovarni v Srbiji, 450 kW, tako kot ta. Tako da nekako skupaj gledano imamo kar precejšnjo koriščenje sončne energije. To je sedaj tako v trendu, to je moderno, je pa tudi učinkovito. To je v vsakem primeru učinkovito. Glejte, o sončnih elektrarnah govorimo veliko, vendar je popolnoma jasno. Sončna elektrarna ni nujno, da je postavljena tako, da prodaja elektriko oziroma da gre elektrika v omrežje. Mi lahko, in to tudi delamo, koristimo to za nas. To ne predstavlja, da ne pokrije nam vse potrebe, ampak pokrije 1/4, 1/3 naših potreb, kar je finančno gledano učinkovito in okolju prijazno. Povejte nam, kakšen poudarek, kakšen pomen dajete inovativnosti v vašem podjetju? Skoraj vsako leto prijavite več inovacij in se potegujete tudi za nagrade, za priznanja na tem področju. Lejte, če probam zelo preprosto povedati, lahko se potrudiš in si pridn, in to prinese en del rezultata. Daleč boljši rezultat prinese to, če si inovativen. Ker ena od naših karakteristik, ja, se trudimo, smo inovativni, ampak najbolj pomembno je to, da naše inovacije predstavljajo velik del našega prodajnega programa. Vsakokrat, ko prideš z nečim novim, si tudi bolj profitabilen, če rečem grdo. Ta profitabilnost se včasih opazuje z negativno konotacijo, ampak realno gledano, brez profitabilnosti ne moramo poskrbeti za ničesar. Tako da jaz pravim, ja, z inovacijami dosegamo daleč največji
delež rezultata v podjetju. To so opazili tudi na gospodarski zbornici. Za leto 2024 ste dobili naziv inovativno podjetje leta. Ja, in če smo odkriti, to že drugič. 10 let nazaj smo ga dobili, zdaj smo ga dobili spet. Ja, kot sem povedal, dejansko se trudimo in je to del razmišljanja, da najboljše rezultate lahko dosežemo z inovativnostjo. Če poveva še nekaj vaših osebnih podatkov, vrsto let ste bili član ožje vodstvene ekipe Hidrije, pravzaprav od samega začetka, od Iskre, Rotomatike oziroma obrata Iskre, ste soustvarjali to zgodbo o uspehu pravzaprav. Ja, se veste, vsaka zgodba o uspehu ima tudi kakšen padec, ne? Iskra Hidrija je bila zgodba o uspehu. In leta 80 smo se 4 iz ETS Cerkno preselili v Iskro Hidrija in upal bi si trditi 10 let izjemno dobrih rezultatov. Kasneje nismo bili več tako enotni, tako da sem v končni fazi tudi sam po določenem času zapustil podjetje, ker vedno je tako. Če ima ekipa enotno razmišljanje, fajn, če nekdo po svojem razmišljanju odstopa, se mora posloviti in jaz sem se poslovil. Vaše znanje na področju poslovnih ved so prepoznali tudi v Gospodarski zbornici Slovenije. Tam ste podpredsednik upravnega odbora in tudi predsednik upravnega odbora Regionalne gospodarske zbornice Postojne. Sprašujem vas, kakšni so pogoji za gospodarstvo v naši državi, kakšna je davčna politika, kako gledate na te probleme? So problemi, ne? Ja, veste, zdaj spet stvar tega, lahko rečemo, so problemi, lahko pa rečemo, da so izzivi. Realno gledano, gospodarsko okolje v Sloveniji ni tako slabo, vendar povsod se stvari izboljšujejo. Mi smo v zadnjem obdobju, pa tu ne moramo veliko pomagati, se najdli v neki situaciji, ker so geopolitično gledano velike spremembe. Nesporno je dejstvo, da recimo Amerika, pa tudi Kitajska imajo boljše pogoje, posebej kar se tiče energije, pa še na nekaterih stvarih. Ampak osebno sem tako razmišljal, ker pred 10 leti sem pravzaprav šel v penzion, nisem hotel biti čist neaktiven in takrat sem pol sprejel tudi te funkcije na Gospodarski zbornici, ker osebno Gospodarsko zbornico smatram kot stanovsko organizacijo. Vsi tisti, ki se ukvarjamo z gospodarstvom, vsi tisti, ki imamo več ali manj podobne izzive, je prav, da smo povezani, ker lahko eden drugemu pomagamo. Mi je pa zanimivo tudi ta stvar, na končni fazi sem zdaj v Postojni. Začel sem v zbornici Gorica, ker sem pač deloval iz Rotomatike. Ko sem se iz Rotomatike preselil na obalo, takrat sem šel sanirati Tomos, sem deloval v Kopru. Ko sem zdaj šel v svoje podjetje, ki deluje v področju Postojne, delujem v Postojni. Je pa nesporno dejstvo, tu sem pa na nek način združil te 3 zbornice in delujemo skupaj. In spet se je pokazalo, da neko skupno delovanje daje boljši rezultat, kot če se vsak od nas trudi posamezno. Timska igra pravzaprav. Absolutno. Tukaj se lahko navežemo namreč na košarko, zato sem poudaril timsko igro, tudi košarka je timski šport pravzaprav, ne. Vrsto let ste bili zelo dejavni član uprave idrijskega košarkarskega kluba in tudi, lahko bi rekli, oče prvega uspeha. Ja, na to moram vseeno priznati, da sem zelo ponosen. Ko sem začel delati v Iskri Idrija, ko so se stvari tam uredile, so fantje prihajali, če bi dali kakšno sponzorstvo. Pa so bili pa tako pametni, da so me povabili in da sem postal predsednik kluba. In to je ena lepa zgodba. Prevzel sem klub, ki je že obstajal, imel neko tradicijo, vendar je takrat padel v rekreacijsko ligo. V 12 letih mi je sodelavci uspelo pripeljati to ekipo do prve slovenske lige, ne prve A, prva B, se pravi, bili smo tik pod vrhom. In to je pomembno, počasi, ne moreš nekega rezultata, ne moreš doseči na hitro. In nekaj, kar smatram, da je bilo takrat zelo pozitivno, vsi člani ekipe so dobili štipendijo Rotomatike.
In mnogi so še danes aktivni v rotomatiki in predstavljajo neko prednost. Lepa zgodba. Ob koncih tedna se vračate domov v Idrijo. Greste kdaj na tekmo v Modro dvorano? Ja, današnje vodstvo kluba, prevzela ga je Idrija in lepo vidim, da se stvari tam lepo dogajajo, me povabijo in rade volji pridem pogledat. Ker košarka je ena od stvari, ali pa da rečem generalno šport, je nekaj, iz česar se daleč največ učim. Ne boste verjeli, koliko elementov v športu je takih, ki jih lahko mirno prenesemo v gospodarstvo. Vse te principe, ker gre za eno popolno transparentnost. V gospodarstvu dolgo časa smo neke stvari skrivali, ampak tudi gospodarstvo gre vedno bolj v smeri transparentnosti. Na koncu pa obveljajo rezultati. Na koncu veljajo pa samo rezultati. Kako si polnite baterije? To vaše delo je pravzaprav naporno. Glejte, na nek način sem se navadil, ker zdaj je skoraj 30 let, ker se vsak ponedeljek usedem v avto in se peljem proti obali. Obala je nekaj, kar je krasno. Zdaj, težko bi vam to opisal. Ena hribovstvo ali pa bom rekel neka dolina s temi hribi v Idriji, ko to primerjaš z enim Koprom, z morjem, z eno širino. In prav te dve stvari, ker jaz sem zelo rad na obali, zelo rad imam morje, sem pa tudi zelo zadovoljen biti v Idriji. In vikende, ker jaz zdaj ob četrtkih pridem domov, imam eno lepo parcelo že dolgo časa, ker vidim celo Idrijo pred sabo. Pa ni treba iskati načina, da si napolniš baterije. Sedeš se v vrt, vzameš kozarec dobrega vina in baterije se polnijo. Pogosto greste tudi v Srbijo poslovno. Povejte nam, kakšno je sedaj vzdušje v Srbiji? To je fenomen. Moram priznati, tudi mene je zelo presenetilo. Zelo sem si vzel čas, poskušal zastopiti to gibanje. To ni revolucija, to je gibanje. To je gibanje, ki so ga začeli otroci, oni rečejo deca, ki jih pa zdaj vsi podpirajo. Mene je bilo, ker to, ko so šli iz Beograda proti Novemu Sadu, so se ustavili v Indiji. Indija je na sredini. In prav v tej Indiji, jaz sem se včeraj vrnil iz Indije, sem spraševal ljudi, kako so jih sprejeli. Z velikim navdušenjem. A veste, bilo je nekaj incidentov, ko so se z avtomobili zapodili v množico teh otrok. Reakcija? Kmetje, za katere se je smatralo, da niso del tega gibanja, so se zorganizirali in celo pot hoje iz Beograda do Novega Sada so bili kmetje s traktorji, spredaj, zadaj, ob strani, da so tudi fizično nemogočili kakršenkoli napad na te otroke, na to deco. In spremembe so na obzorju. Glejte, mene fascinira to gibanje, mene fascinira organiziranost tega, mene celotna ideja fascinira. Ne vem pa, kaj se bo iz tega zgodilo. Zna se zgoditi, da se v tem momentu ne bo zgodilo nič. Ampak ideja, sem pa prepričan, bo ostala. Tako da spremljal bom z veseljem, bom rekel bolj zanimanjem bom spremljal, kaj se dogaja. Je pa še enkrat bom povedal nekaj, kar nisem pričakoval, nekaj, kar ima izjemno veliko elementov dobrega. Goran Petek, še enkrat vam čestitam za nagrado, čestitam za to vašo življenjsko pot in za to energijo, ki jo imate, kljub temu, da ste sedaj v najboljših letih. Hvala, Jan, najboljših letih sem, ja. Zahvaljujem se vam za obisk v našem studiu in dobrodošli še kdaj. Lepa hvala, jaz bom vseeno rekel, poznava se že dolgo let in dejavnost informiranja okolja. Še enkrat sem povedal, res sem bil presenečen, ko ste objavili to priznanje, veliko reakcij in lepa hvala, da delujete v tem okolju. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.